Naloge arhivov, ki so predpisane v vsakokratnem zakonu, so varovanje, hranjanje arhivske kulturne dediščine in ponujanje uporabnikom za zgodovino, za potrebe zgodovinopisja, znanosti, kulture in zaradi pravnega interesa. To je osnovna naloga. Ključno pri tem pa je, da v arhivih ne nastajajo razne tajnosti, se ne nastajajo občutljivi osebni podatki, ampak je tisto, kar nastane, kar prevzame in v taki obliki mora posredovati uporabnikom. Ne pa, da opravlja anonimizacijo, torej ali kakršnokoli prikrivanje, ampak se striktno drži zakona, veljavnega arhivskega zakona, ki določa dostop do arhivskega gradiva. Do vsega, in do specialnih delov. Torej, drži se zakon. Jaz moram upozoriti, da arhivski zakoni ne predpisujejo tajne podatke, ampak je to naloga zakona o tajnih podatkih, zakona o gospodarskih družbah, zakona o davčnem postopku in tako dalje. Torej, specialni zakoni določajo razne vrste tajnosti. Ravno tako arhivski zakon ne določa občutljivih osebnih podatkov, malenkost občutljive določa, osebne pa ne, ampak je naloga varovanja osebnih podatkov ustave in specialnega zakona o varstvu osebnih podatkov. Torej, zmotno je prepričanje mnogih, da se z arhivskim zakonom ureja tudi varstvo osebnih podatkov. Ne. Arhivski zakon torej, določa dostop. No, z zakoni arhivskimi zakoni leta 97-2006, tudi z novelo imamo kar dobro urejen dostop do tajnih podatkov, torej ni več kakšnih omejitev, nobenih omejitev za gradivo, arhivsko gradivo nastalo do 17. maja 1990, torej ni nobene omejitve glede dostopa do nekdanjih tajnih, do nekdanjih osnovnih skrivnosti, do nekdanjih davčnih skrivnosti. To mislim, da je narejen red. Kar se pa tiče osebnih podatkov, imamo pa seveda tudi v noveli še vedno omejitev, da je treba varovati generalno omejitev, da je treba varovati občutljive osebne podatke, ne glede na to, kdaj so nastali, v katerem obdobju, torej z ustavo, z raznimi resolucijami Sveta Evrope, z ustavo pa zlasti in z zakonom o varstvu osebnih podatkov so osebni podatki zavarovani, ne glede na to, v katerem obdobju so nastali, ali so v obdobju SFRJ, osebni podatki in osebni podatki. Arhivski zakon samo določa rok, do kdaj so osebni podatki nedostopni. In ta rok je trenutno tudi v noveli, zdaj 75 let od nastanka občutljivega osebnega podatka oziroma 10 let od smrti posameznika, na katerega se nanaša. Ta generalna omejitev mora ostati not, sicer je arhivski zakon nasprotno z ustavo. Kajti ustava v 38. členu govori o varstvu osebnih podatkov, ki jih je treba po arhivskem zakonu varovati 75 let od nastanka oziroma 10 let od smrti. To je generalna omejitev. Vendar arhivski zakon prinaša tudi vsaj 2 oziroma 3 načine izjemnega dostopa do občutljivih osebnih podatkov. Torej, prvi dostop je, koliko gre za pravni interes posameznika ali pravne osebe, kolikor nekdo izkaže pravni interes, dobi vse dokumente, ki se nanašajo na tajne podatke in na občutljive osebne podatke. Jih dobi. Pri tem se seveda obveže, da bo varoval občutljive osebne podatke, da jih ne bo objavljal v javnosti, posredoval v javnosti ali tretjim osebam. Samo primer. Pride pokojni Vinko Levstik po svoj dosje. Dosje 2003 mu je bil dan v celoti, potreboval ga je za ustavno sodišče. To je 2300 dokumentov in noter je za 23 000 oseb raznih občutljivih osebnih podatkov. Dobil je dosje v celoti, brez kakšne anonimizacije, brez vsega, torej, ampak bil je pa obvezan, da varuje te občutljive osebne podatke tretjih oseb. On je takrat storil kaznivo dejanje, ker zloraba je kaznivo dejanje, je mesec po tistem, ko je bil oproščen na Vrhovnem sodišču, pač poklical televizijo in tam razgalil občutljive osebne podatke tretjih oseb. To je pa kaznivo dejanje.
Torej, potem druga izjema za dostop je pa raziskovalni dostop oziroma kadar je javni interes prevladujoč nad varstvom osebnih podatkov. In raziskovalci, uporabniki imamo največkrat želje, potrebe po tem dostopu do občutljivih osebnih podatkov, torej zaradi raziskovalnega interesa, znanstveno-raziskovalnega interesa oziroma zaradi javnega interesa. Do sem so na arhivski zakoni podobni od leta 1966 pa do zadnje novele. Vendar. In to bi bilo vse v redu, če v tej noveli, sprejeti noveli, ne bi v ozadje prišla ta tehnična ovira, ki je raziskovalcem, pa tistem, ki izkažejo javni interes, naredila to preprek. Preprek z anonimizacijo, ki sploh ni anonimizacija. Anonimizacija je, če zbrišeš ime in priimek podatkom, občutljivim osebnim podatkom, tako da se ne more ugotoviti, na katero osebo se občutljivi osebni podatki nanašajo. Tako tudi piše v slovarju. Tako anonimizacijo pozna v Sloveniji zakon o varstvu osebnih podatkov. Arhivski zakon pa piše, torej uporabnik dobi anonimizirano kopijo s prekritimi podatki. Vse ne gre za anonimizirano kopijo, če so pa imena in priimki noter, tako trdi minister. Imena in priimki bodo noter, podatki bodo pa brisani. To je kontra sistem. Torej, taka anonimizacija, oziroma gre v bistvu za prekrivanje. Samo beseda je pa zlorabljena. Anonimizacija je zlorabljena beseda. Gre v bistvu za prekrivanje, prečrtkavanje, anonimizacijo, ki vete, resnemu zgodovinarju, ali pa kakšnemu koli zgodovinarju, raziskovalcu, novinarju, komorkoli tak dokument ne pomeni, ni autentičen, je falsificiran v bistvu. In zgodovinarji smo se pri uvodu študij še v komunističnih časih, tam v 60-ih letih učili, kaj je falsifikat, kaj je verodostojen dokument. Taka anonimizirana kopija s prečrtanimi podatki se tudi ne da overovati, ni uporabna praktično. Ne za zgodovino, ne za znanost, ne za pravni interes. Torej, dovolj o anonimizaciji, ampak poleg te ovire je za uporabnike, imajo prav, tam so nekateri, ki to vejo in kako se bo to dogajalo, se že dogajalo, kako so anonimizirali. Poleg tega je še cel drugih ovir. Naprimer, arhivski komisiji mora predložiti uporabnik za raziskovalne namene predstavitveni elaborat. Če pogledate, kaj mora pa vsebovati, to je cel doktorat. Uporabnik mora predložiti cel doktorat, zato da pride potem do nekih dokumentov z občutljivimi osebnimi podatki. Torej, 65. člen, 3. odstavek in 4. odstavek, oziroma 4. odstavek 65. člena. Zlasti pa potem 66. člen je sama navlaka, noter, ki so si jo izmislili pravniki in vsi tisti v ozadju, ki želijo onemogočiti dostop do tega gradiva. In čisto nekaj. Zato bi bilo potrebno glasovati proti tej noveli, ne samo zaradi tega, ampak poleg tega je v drugem branju predlog vlade doživel toliko sprememb, ne samo v teh členih 65. in 66. oziroma 66. ampak tudi v drugih členih, da strokovnega stališča predlagam, da glasujemo proti noveli, s tem ne končam, ker recimo tudi na področju minister zdaj veliko govori o digitalizaciji arhivskega gradiva. Arhiv je začel objavljati na spletu nekaj dokumentov, službe državne varnosti in tako dalje, ampak to je samo pesek v oči. Znači, drugega, digitalizacija, novela je popolnoma skažena tudi glede določb varstva digitalnega gradiva, elektronskega gradiva, ki ga je vse več. V 40-45 letih imamo ogromno digitalnega gradiva, datotek. Način, sistem varstva tega gradiva, tega digitalnega arhivskega gradiva je pa za mene diskriminatoren. Če navedem samo potrjevanje notranjih pravil za elektronsko hrano,
Državna uprava ne potrebuje potrjenih notranjih pravil za digitalno hrambo. Vse ostale javnopravne osebe jih obvezno morajo narediti in plačati. Torej, pravne osebe zasebnega prava jih morajo pa poželjni, ampak morajo plačati. Gre za dodatno obremenitev in pa za diskriminatorne postopke varstva različne, gre pa v bistvu za digitalno gradivo, ki je povsod enako. Poslovno poročilo in tako dalje je povsod enako in tako dalje, arhivsko gradivo digitalno se ne sme hraniti različno pod različnimi pogoji. V ozadju so pa zaslužkarji, lobiji, ponudniški in pravniški. Torej, glede, jaz ne končam s temle. Jaz bi želel samo to, strokovnega stališča, da bi dostop do arhivskega gradiva bil v enem od prihodnjih zakonov ali novel definiran kratko, jedrnato in pregledno. Kajti čim je definicija, kot je zdaj to v 65 in 66 členu, tako razvlečena, potem si jo ne znajo razlagati v arhivu in tam začenjajo uveljavljati postopke, ki čisto po nepotrebnem. Najhujše pa je, da si jo ne znajo razlagati pravniki, sodstvo in tako dalje. Tisti pa sploh ne. Tako da imamo potem odločbe sodišč in tako dalje, dele ustavnega sodišča, ki se na arhivsko stroko ne spozna, recimo za varstvo gradiva s področja zdravstva, mimo in tako dalje. Ampak potem drugič. Torej, upam, da bo naslednja novela kratka, jedrnata in da po nepotrebnem ne bo tem tehničnem oziru onemogočala dostop. Varstvo osebnih podatkov pa ostane po ustavi in je vsak uporabnik dolžan, da spoštuje ustavne in zakonske določbe glede varstva osebnih podatkov, ne glede na to, kdaj so ti podatki nastali. Hvala lepa.